kaj je v bistvu partnerstvo. Ne? In ena primerjava se mi je zjutraj pojavila, ne? Da partnerstvo je v bistvu kot piknik v dvoje. Ne? Si predstavljate, ne? Se dogovoriš z nekom, da greš skupaj na piknik. Ne? In na piknik lahko prideš s pozicijo sprejemanja, ne? Kaj boš dobil na pikniku, ne? Ali pa s pozicijo dajanja. Ne? Ker vedno v odnosu, ne, se moraš vprašati, kaj je tisto, kar hočeš dati v odnos, oziroma kaj je tisto, kar hočeš sprejeti v odnosu. Lahko imaš pozicijo, da iščeš nekoga, ki te bo zabaval, ne, ali pa iščeš nekoga, s katerim se boš ti zabaval oziroma zabavala. Ne. In na pikniku vedno piknik je zato, da se zabavamo in da nekaj dobrega pojemo. Ne. In potem moramo pogledati, kaj pa mi prinašamo na ta piknik, kakšen krožnik. Ne. A je ta krožnik, ki ga mi prinašamo na piknik oziroma v partnerstvo poln, a je krožnik prazen. Ne. Ker če dva prideta na piknik s polnima krožnikoma, ali pa če dva prideta s praznima krožnikoma. Ne. Ponavadi je tako, če imaš sam prazen krožnik, to pomeni, da prihajaš v partnerstvo iz pozicije pomanjkanja. Jaz potrebujem nekoga, ki me bo zabaval, potrebujem nekoga, da mi ne bo dolgčas, potrebujem nekoga, da mi bo seveda dopolnjeval. Ne? Potem glede na zakon privlačnosti zagotovo privlečeš v svoje življenje ravno tako nekoga, ki išče nekoga, ki ga bo zabaval, ki ga bo dopolnjeval. Ne? To pomeni, da dva prideta na ta piknik, v to partnerstvo s praznima krožnikoma in potem gledata, kaj bosta pojedla drug od drugega z drugega krožnika. Razumete? Tako da v bistvu, ne, najprej moramo gledati, kako imamo lahko svoj krožnik poln. Ne? Ker če imamo prazen krožnik in potem po neki pomoti, ampak pomoti itak ni, lahko je samo degustacija, ne, ali pa dejansko neka izkušnja, če naletimo na nekoga, ki ima poln krožnik, mi pa prihajamo s praznim krožnikom, na začetku bo neka začetna, ne, tista zaljubljenost, evforija, ne, in partner je pripravljen z nami deliti vse, kar ima na krožniku. Ne. Ampak če mi ves čas samo jemljemo oziroma ves čas samo pričakujemo, potem sčasoma, ne, na drugi strani, razumete, povabite nekoga na piknik in ves čas samo vi, financirate, ne, ves čas samo vi prinašate hrano. Ne. Potem sčasoma, ker ves čas samo dajete, ne dobivate pa ničesar, rečete, mogoče pa to ni najbolj dobra kombinacija. Ne. In ravno tako iz druge strani, če imate vi ves čas poln krožnik, ne, po drugi strani pa naletite nekoga, ki ves čas prihaja s praznim krožnikom na ta partnerski piknik, potem ravno tako ta kombinacija ne funkcionira, ker sčasoma vi vidite, to ne deluje, samo dajem, ničesar ne dobivam. To pomeni, ključ je, da pogledamo, kaj mi prinašamo v partnerstvo, s kakšnim krožnikom prihajamo. In če ugotovimo, da imamo prazen krožnik, potem moramo najprej najti način, da mi ta krožnik napolnimo, da dejansko smo sami zadovoljni s sabo, da sami smo lahko veseli, da smo sami lahko srečni, ne? In potem avtomatsko bomo pritegnili v življenje partnerja, ki bo ravno tako prihajal s polnim krožnikom. Ne? Ker tako kot sem rekel, ne? Če imamo prazen krožnik in prihajamo v partnerstvo samo z nekimi pričakovanji, ne? Potem je isto, kot da dva lačna, ne? Kradeta drug drugemu iz praznega krožnika. Ne? In tako partnerstvo avtomatsko, absolutno ni šanse, da deluje. Ne? Tako da ključ je, da najprej pogledamo, ne, kaj je z našim krožnikom, da najprej delamo na sebi, da dejansko, zagotovimo, da mi prihajamo vedno v odnos, v partnerstvo
z polnim krožnikom, z pozicijo dajanja. Ne. Ker vedno, ko pridemo z dajanjem, potem ne glede na to, kaj bo na drugi strani, bomo že videli potem, če bo na drugi strani potem prazen krožnik in ves čas se te stvari ponavljale, potem se bomo pač odločili, koliko časa se lahko gremo, koliko časa lahko damo temu partnerju možnost, priložnost, da tudi sam najde način, da bo njegov krožnik bolj poln. Ne. In ti odnosi so, ne glede na to, ali gre to za intimno partnerstvo, ali gre to za poslovno partnerstvo, ali gre to samo za neko prijateljstvo.